Razrezal ga je, ampak mrtvega že. Danes je torek, 19. januar, ura je 19:22 zvečer. Zgodni. Tole so glave podke za legitimno preživljanje prostega časa, pižama intro. Lepo pozdravljeni v 72. ediciji glav. Še enkrat, tako kot običajno vas vabimo, da se nam pridružite na naših izpostavah družabnih omrežij, da greste na Twitter, kjer vtipkate @aparatus. Početaj si, če Twitter slučajno dela. Potem greste na Facebook, kjer smo aparatus.si, date nam lahko oceno v iTunesih. Malo ste me razočarali, eno smo dobili, eno pohvalno po prejšnji vdaji. Ne, ampak je bilo pa par unih, ki se nam zvezdice klikne. Ne, ampak tako en se pa na tem na Twitterju javil, tako da samo en, tako da ste rešili Anžeta, da bo ni treba kupovati menj kosila, s tisto stavo, za katero Anže ni nič vedel. Še vedno lahko kupite šalca, imamo jih še, mečkan jih je res, pohajajo kot pastir iz Gregorčičeve pesmi po planinah. In sicer najdete jih v trgovini Ika ali na Starem trgu v Ljubljani. Stari trg v Stari Ljubljani, nekaj tako. To se bolj sliši. Ja, ali pa na spletu v trgovini Ika lahko greste tudi kar na aparatus.si pošiljnica salca in tam odklikate na nje. Lahko pa date tudi 4, 8 ali 12 evrov mesečno na aparatus.si pošiljnica podpri, kjer donirate denar. Že zdaj trenutno zbira, ker je v eni od teh mlinarskih nemških trgovin videl super trojni set Star Wars z kolonsko vodo in pa z gelom za tuširanje in zraven dobi še uro, na kateri piše samo Star Wars in nič drugega. To bi jaz smel. A ti si to najdel? To sem jaz najdel. Jaz mislim, da moramo tlele zdaj nujno tole nabirko, ker že zdaj videl to sliko in mislim, da bomo prekinuli snemanje za naslednjo uro, da bom že peš odlaufal do najbližjega Millerja in si to nabavil. Ok. Sorry, jaz sem zmedel, ker nisem vedel, da je to dejansko stvar, ki obstaja. Se bomo potrudili. Povej, kaj bomo danes počeli. Kje smo že? Kje smo? Danes smo v Žarlogu. Živijo. Na Jonasovi domačiji smo zbrani tukaj okoli enega fletnega gašprčka. Grejemo se z... Kaj je to? Drva. Buka. Ja, meni se zdi, sem bukve. Ja, nisem bukve. Knjige, ne? Ja, nismo v Murglah, ne. Ja, kuča naš gremo. Tle bukve gorijo, na vrhovcih bukve gorijo, ne. Niso knjige, ne, drva, no. Ampak ne, mogoče če omenimo, da bukve gorijo, bo Štefka prinesla nam kakšno župco. Ja, o čem se pogovarjamo nocoj? Pogovarjamo se, kam prihitevaš, Jonas. Glede na to, koliko je zasnežena pokrajina, mislim, da se moramo vrniti v to ameriško zasneženo brezpotje, ki je letos ostalo tudi samo brez snega. In sicer Fargo, druga sezona, to je to. Odlična ideja. Dobra serija. Res. Si že kdaj slišal za njo? Že, gledal dvakrat. To prav drugo serijo sem si zdaj drugič že odgledal, kot po naključju, kot da bi bil vedel, o čem se bomo danes pogovarjali. Ja. In sem si bil osvežil spomin. Ja, zdaj, to je skoraj zdaj second annual glave o Fargo. Smo se že pogovarjali. Smo se že zluzali, ki smo ga pozabili povabili. Jaz ga nisem pozabil. Jaz sem ga pozabil povabili. Priznam, zdaj bo to on poslušal, bo imel dobro. Ampak tako je življenje. Pravičeno je lahko žalil. Lahko si v naslednji glava. Ja, le, bomo spedenali. Tako da, ja, jaz poslušal, si bil res luzar. Ja, druga sezona, ne, a bi lahko jaz sam... Lahko sam najprej nekaj rečemo. Tedi globusi, ki so bili zdajle, ki je naš prijatelj Riki vodil. Kirsten Dunst si ga je veliko bolj zaslužila, kot Lady Gaga.
A ja, kaj so zdaj to? Za TV nagrade. Ne? Ja, ampak filmske, filmske, ampak ta je bila, nek nov ime imajo za te serije, nekako so že Limited Edition, ne sme že nekaj časa. A ja, tako, to sem prvič, a to veš, to je bila zmeraj malo miniserija ali pa pač drama, pa komedija, pa whatever. To je pa zdaj nekaj posebnega. To je zdaj Mini pa Limited Edition, zato ker miniserijo so ponovadi tudi, so imele 2 ali pa 4 dele, tipa, zdaj so pa še vse te, ki pridejo not, imajo tako po 10 delov na let, pa vsakič neke druge stvari. Ala True Detective, ala Fargo. Najlepša finta v tem, da niso redno na sporedu, ampak pač, ko se spravijo ustvarjalci, pa naredijo, pa pol moraš par let čakati. Predvsem je razlika v tem, da imaš neko zgodbovni lok, ki ti pele celo zgodbo čez celo to mini sezono, kar ne moreš. Recimo, ni tako kot razni ti zločinski procedurali ali odvetniške ali zdravniške, kjer imaš tako vsak del neka svoja zgodba, pa ga lahko gledaš do kokor tok neodvisno. To je tisto, še 10-15 let nazaj so to razliko delali nadaljevanke in nanizanke. To je zdaj šlo vse out the window. Ja, in Kle Kirsten Dunst, bi si zaslužila. Bi si kar zaslužila. Ker je bila. Kdo pa si ne bi, recimo, če se umijemo samo na tole zadnjo, drugo sezono Farga, kdo pa si ne bi od teh vlog v tej seriji zaslužila? Kdo si ne bi? Pa hudič, ali niso prav vsi dobri? Ja, jaz bi enega ekstra izpostavil. Ja. Ta malga Kalkina. Ne, Ted Danson. Ted Danson je pa že prej mi je bil kralj, ampak Kle je pa, to je pa najboljša stvar, ki jo je posnel. Kot marsikaj že posnel. Ki je prav zdaj dozorela. On je bil zmeri dober, priznajmo. Samo da je čeprav, ko ga gledaš v CSI, si rečeš, kaj je tebi treba. Se pravi, drugačne priložnosti je dobil. V tem Fargo je dobil res eno tako priložnost, ki jo je res lepo izkoristil. Čeprav jaz, recimo, najprej, ko sem prvo epizodo gledal, druge sezone, nisem vedel, kje je ta igralec. Ampak tako mi je znan, kje je že ta. A ja, ga nisi porajal? Ne, nisem. Te pa je, da bi en pir naročil. Ne. Ampak, a veš, pa je nekako, a je to Ted Danson ali ni? In še ene 10 minut, 15 minut sem porabil, preden sem pogruntil, in to je to prekletstvo Teda Dansona, ki delaš v lokalu, kjer vsi poznajo tvoje ime. To je seveda referenca na znamenito. Je bila pa nas to? Je bila, na pol. Cheers, govorimo o seriji Cheers, kjer je on kot mlad igralec, mlad komedijant, pravzaprav najbrž. Mislim, da on je bil bolj igralec. Ampak je bila komična serija. Kjer je on zaslovel. Ja, in Woody Harrelson, zdaj sta oba dva, pa zdaj na teh True Detective, ta pa v Fargo. Kelsey Grammer se pa oblače žensko spodnje perilo in mu ukinjajo sitkom enega za drugim. To je res. Kdo je še omembe vreden kot igralec? Se pravim, vsi. Meni je ta Booker Woodbine, mi je bil nor. Lik njegov, to je ta. Kjer je ta? Zanimivo, veš, ker nisem gangster. Taka ima una dva Kitchen Brothers. Res, ne, pa mogoče je olihta. Edini razočaral. A res? Veš zakaj? Ker je moral stopiti v prevelike čevlje iz prve sezone, ki jih je nosil. Billy Bob, tako Billy Bob Thornton, ki je bil pa res, veš, primerjam, struktura je podobna, imaš ene, ki ne govorijo, pa ta nek hitman, ki uleti, pa on veliko govori. Ne bi se ga vsi bal, ki je tako strašen, da je res poosebljanje neke zlobe. Veš, Billy Bob Thornton je bil res zajeban. Tega črnca pa gledam. Meni je bil on potem v Gopcanju. Neki je filozofira, sicer pa neki grozi pa s to svojo pritajeno agresivnostjo, ki se tako mirno. Del se videl zmed. Pa malo citiran, malo filozofski tekst. Ali tako malo ta Samuel Jackson iz Šuda. Ampak v resnici pa v vseh 10 epizodah ne naredi nič strašnega. Nič, razen da tam enemu unga, ki ga prereže. Da Undertaker. Z pištolo iz rokava. Ok, to je mogoče reči. To je edin, kar on naredil. Čeprav, jaz pa tako rekel, mene pa po svoje, ki se rekel, da je podobna struktura, kot z Billy Bobom. Ampak mene mogoče pa on zaradi tega kul, ker mi je všeč ta njegova, da je mafija korporacija. Ker se mi zdi, da Billy Bob je bil tako bolj freelancer varianta. Je bil prekerc. Ta je pa stuč, ta je pa corporate stuč. In jaz mislim, da je
kar se ne tiče, vse te njegove filozofiranja, pa kvazi, ne, kako je zajeman, so tam v bistvu znani zato, da se ti v zadnjem delu vse to poplača, ki mu pokažejo pisarno. Zdaj le sedelo. To je bilo genialno. Ta si je boljša kazen od smrti. Najslabši, kar se ti lahko zgodi. To je pa najslabši. A veš, on si je predstavljal, jaz sem tok bad guy, da bom, ne vem, umrl nekje na cesti s prežaganim grlom, ne. Zdaj mi bodo dali celo področje, da jaz vodam. Bomo si videli za pisalnim strojem. Všeč mi je, da se o tem že zdaj pogovarjamo, ker to je pač, ne da je ukraden, ne, ampak bom kar rekel. Ne. To je v bistvu malo kraden iz The Wire, ne, te moje famozne serije, ne, ker je bila ista scena, Marlow, ki je bil, ne, v bistvu, da 4. sezona je tudi en zajeban gangster, dan, vse mu rata tam pokroti, rata Kingpin, ne. Pa se mora pa zdaj začeti obadati pa z kravatarje, ne, zdaj treba pa, ker imam denarje, pa treba kupiti kaj, pa ne, veš, nepremičninski posli, pa nekaj se jaz ne vem, kako to, da lahko kopira The Wire, ker Wire je 2000, tole se pa Fargo se pa dogaja 79. Veš, kaj bi bilo dobro, da se mogoče na začetku pogovarjamo, kaj pa je pravzaprav Fargo, zdaj v zraku rišem narekovaje, ne, Fargo, ne, se pravi, kaj je skupnega vsem tem 3 izdelkom? Govorimo o filmu, ki je bil najprej, Bratov Coen, potem govorimo o prvi seriji, ki se dogaja v 80-ih letih. Prva serija je 2006. 2006 je? 2006. A ni tako? Ja, prva serija je 2006. Zato, ker tukaj je unka je zdaj, ne? Ja, je fotor, ne? Fotor je zdaj... Ne, to je samo druga sezona, kar sam druga. Zato, ker za tretjo pravijo, da ne bi se dogajalo leta 2010, ko da bomo lahko videli še kakšne like. Ja, se imaš prav, ker zdaj v 70-ih je Molly lik še mehna in potem pa je pa 30 let, da raste. Ok, hotel sem reči, kaj je skupnega vsem 3 izdelkom? Kaj mora neka serija imeti, da ji lahko še rečeš, to pa spada sem zraven? Ja, ampak... Ena skupna rdeča nit, ali pa bolje rečeno bela nit, je sneg. Ja. Pa tudi rdeča nit je. Tudi rdeča, ja. Mislim, da se da oboje reči. Pa seveda, da se dogaja tam v Minnesoti. North Dakota, South Dakota, to mora biti. So v glavnem neki zahojeni kraji, kjer je malo drugače, kot je v New Yorku ali pa v Los Angelesu. Hvala Bogu. In ker se vedno reče, da je ta pokrajina, že sama lokacija, je še en igralec v nadaljevanki. Ne, zdaj norca, to smo mi govorili, ker smo se tukaj pogovarjali o True Detectivu. To je vse res. Ja, je res, ampak velikrat se to sliši. Ampak tokrat seveda to nedvomno drži, podobno kot je to držalo v seriji True Detective. Ker je razpet, ta, kaj že, Louisiana, veš pa te šoti tega juga, je tudi seveda še eden od igralcev v nadaljevanki. Kaj še mora biti? Jaz mislim, da zame je Fargo v bistvu ena stvar. Navadni ljudje, ki hrpenijo po nečem več, in se znajdejo v igri, ki je večja od njih. Ne večja, to si premalo rekel. Oni so kamenček v vesolju, ki je ta igra. In to se kle mora vedno zgoditi. Tako je bil v filmu William H. Macy, tako je bil Martin Freeman v prvi sezoni, in kle sta Kirsten Dunst in pa ta model iz Friday Night Lights, ne vem, kako mu je ime. Ta mesar. Jesse Plemons. Ja, ta mesar, sta to v drugi sezoni. Breaking Bad. In iz Friday Night Lights. Točno. In potem še kaj je še skupnega, Jackie Fargo tu še pa mora biti črna komedija. To pa, mislim, ampak... Na netu v Wikipediji celo se začne, da je to, nisem prvi stavke, da je to komedija, niti ne črna, ampak samo komedija, comedy series. Če Marcel zbil, če dobil Globus za najboljšo komedijo, To je kar žalostno. To je meni, zakaj dobil za komedijo Marcel? Zato, ker Neil deGrasse Tyson skozi se reže, kakšne bučke fizikalne. Tole grem zdaj napisati na Twitter. To je zanče, en se norca delo iz Tysona, kako zmeram pač fiziko komentira v teh filmih Interstellarju in to, da kao Neil deGrasse Tyson on Toy Story 3. Pa po narekovajih That's not how toys work. Ne, ampak samo to, kaj je ta bit Fargota. To, da je črna komedija, ampak jaz mislim, da ni to dost, ampak da moraš reči to, da so na eni točki to navadni ljudje, ki so v enem vrtincu, ki nima veze z njimi drugače. Ampak mislijo, da oni bojo pohendlali.
Mislim, da če te tenzije ni pol ne moreš reči, da je Fargo, pol lahko rečeš samo, da je črna komedija. Mislim, da je tudi zelo klasičen Coenovski pristop, pravzaprav to so klasične Coenovske zgodbe, ne te ravno tega, veš, ko praviš, pa ne bo zdaj to, ali še, če se vrnemo nazaj na ta Burn After Reading, kjer imaš spet ali tudi v Bartonu Finku po svoje neki točki je, in posod so ujetniki nečesa večjega. Veste, kaj se poskušam spomniti, da je v prvi sezoni nadaljevanke bilo kakšno truplo, kakšen človek razkosan. Je bil? Neki so imeli, če je, pa je to, to je obvezno. Tukaj se lahko vprašamo, nikoli ne vidimo, kaj se je zgodilo s tistim truplom. Točno. Nikoli ne izvemo, kje je končalo tisto meso. Ja, sam res, sam veš, da... Ali pride mogoče tako, kot v League of Gentlemen? Ampak ne, čak, se Martin Freeman, Martin Freeman v prvi sezoni ubije ženo, ne? Kaj pa naredi z njo? Ne, se eno najdejo. Najdejo, to je fora. Tako je. Pa še samega sebe zaleti. To takle, ki fašira... No, to je bila direktna, se mi zdi, da je direktno iz filma vzeti. Tako. In izdajalski prstek pod pultom. Pod pultom, Ampak te stvari mislim, da se morajo predvsem dogajati, ker je zmerno ta hrepenjenje, kar ste danes tekle, to je res moj stil. Lady Macbeth. Mislim, to je noro odigran, ta hrepenjenje po večjem, jaz bom šla na tisti seminar, I must actualize myself, kaj je, ne. In kako se počasi to se pri njej sprevrže v norost, zelo začenja videti ljudi nekaj. Pogledajte, da je sploh ni treba jeti na seminar, ker to že vso to skrivnost in vedenje že nosi v sebi. Te so, res je, awkward je, koliko je... Ampak jaz mislim, da to je zame Fargo, no? To je biti te neki mali ljudje, ki se potem svojimi zmožnostmi in s tem, kar so do takrat živeli, ona je žena enega mesarja, razumeš, ne? Ona potem proba... Ne, meni se zdi tako, do takrat je največja tista tril v življenju bil to pravzaprav, da je mal se spogledovala z eno šefico lokala, ki je tako zelo odkrito zapenala. Pa kradla WC papir, ne? To je bilo, pa na eni točki ima pa tam zaleti se v enega zmožnega ubijeta, faširata, ne? In zraven proba se skaj pohendljati, kar noro. Samo ona je bila že v začetku, pravzaprav veš, pravim, da se to sprevrže v norost, ampak že na začetku ona ni bila čisto normalna. Se spomnite, kako se pravzaprav ves zaplet začne, ne? Da ona zbije tega najmlajšega sina mafijske družine Gerhard na cesti in ga potem mirno pripelje domov, v šoku najbrž, to še razumemo, ampak ta šok kar nekako ne mine, ker kuha, se je normalno pospravil. In v enem momentu je celo policaj se govori, pa se to najbrž ni, poslušajte, pa ta teorija ni možna reče, najbrž ni ga zdaj nekdo zbil, pa šel domov, pa večerjo pripravil. Točno tako je bilo, ne? Ona je točno ga zbila, pripeljala domov, pustila v garaži, misleč, da je mrtev, in šla pospravljati in kuhati. Mislim, to je že tako, ta je že trgana, ne? Pa ful je dobro. Pa to, kako je ona... Kada tega ni, veš, kaj noj, kada glavo v pesek, ne, veš, to uno, tega problema ni. Oziroma, samo če ga ne vidim, pa ga ni. Glavo v stare kozmopolitane, ali jaz ne vem, kaj so te revije, ki jih ima doma, ne. Beauty magazines. Beauty magazines, I must keep up with the trends, na to, ne. Ne, nora je, mislim, je, drugač bi bilo, če bi bila tam, tako, kar si mogoče, ne, rekel, da unčelnic ni glih, da je v prevelike čevlje stopil, ne, kle ona... to je toliko suvereno. Dajmo biti fair pa povedati, da najbrž ne po svoji krivdi, ampak enostavno ni imel scenariju nič za narediti. Mislim, on sam govori, grozi in vsi se ga bojijo. To je strašen res, strašen kriminalci in res bedga in res zajeban. In pa še na koncu, ko misli, da bo nekaj zvihto videl, mu ni treba, ker so že vsi mrtvi. Ker so že vsi mrtvi, ko leti. No, ampak, kaj pa ta a sta vidno opazila, jaz sem en detajl se mi non-stop pojavljal, ne, glede zdaj, če že o Fargo to govorimo, ne. Da Fargo se je vsakič napisal skoraj v vseh epizodah, razen da mislim, da predzadnji pa ta zadnji nadbajta od Gerhardovih. Zdaj, kaj te intro špice, ki me je zelo to všeč, ta nov stil, zdaj smo v 70-ih, vse se tipka na
vsi titli se tipkajo na pisalni stroj. Slike se ima levo, desno, kot vojna zvest. Tako, to na polovico. Zelo veliko so se igrali s tem dvojnim kadrom. Ampak to je bilo pa novost. Ja, v prejšnji seriji pa tega ni bilo. Ampak to je kleta. Govorimo o tej montaži, ki se pravi, 3 kamere v istem kadru, ne pa se potem split screen. Zdaj, ti si dosti star, so to v 70-ih počeli. Veš, se spomnim, da so dobili to možnost vse tega, da se zdaj s tem napolnijo. Se spomnim nekih filmov, v glavnem kakšnih krimičev, kjer je bilo to režijski postopek. Nekaj se vidi, tako fulzo probal prečarati, ta mal policijski vibe, pa da se to takrat dogaja. Veš, da je bil moj stratega, Brian De Palma. Brian De Palma je furat tudi v krimičih, ki niso bili, mislim, v filmih, ki niso bili krimiči, recimo v tisti komediji z Tom Hanks. Od De Palme pa Hanks. Brian De Palma, kako da je na koncu jezika imam? Brian De Palma pa Tom Hanks je noter. Žama že googla. Zdaj googla, da rešimo Jonasa. Kaj ponavadi, kaj jaz ostanem brez besed, že ne googla, da bi mene rešil. Jaz poznam to bolečino. To bi skoraj vedel. Je nadutost. Pa Bruce Willis pa to. Ja, Bruce Willis je reporter. Ja, to misliš, vse ničevosti. Tako vse je ničevosti. Ne rabimo Bonfire of the Venice. To je predelava tega viktorijanskega romana v sodobnem času. Celo tam, ker to sploh ni niti približno, ni krimič, ampak je res komedija in to je prav fina. Še tam je uporabljal split screen tehniko. No, ampak tukaj so ful probali ta vibe ufurati, zdaj me pa tako zanima. Prej sem rekel, da se Fargo pokaže sam na Dunabaj. Te stvari mene pa zmeraj fascinirajo, ker smo mi Slovenci in gledamo nekaj, kar se v Ameriki dogaja. Ta cel meni sicer super, podzgodba z tem Indijancem, oziroma Native Americanom, kaj je politično korektno. Ampak koliko mislite, da je to, recimo, da ima to v Ameriki večji učinek na gledalca, vse te zgodbe z kaj so pač tem ljudem naredili, takrat Evropejci. Ta njihova krivda. Ta krivda, je to njihova krivda, tako je to globoko podzavesti, da je noben Amerikanc ne bi smel pozabiti. Glavno, jo nosi v sebi, če ve ali pa ne. Ali pa ne, na to karto špilajo, ker mene pa recimo je to presenetil in mečken zmedel. Kaj zdaj ta zgodba neka indijanska, halo? Veš, mene se pa čist nič ne dotakne ta indijanska zgodba, čist nič. Točno to. Mislim, jaz tako na intelektualni ravni razumeš, pač njim so pa neki bed naredili, ampak se mi zdi, da to za nas saj zadnje. Celo prvi prizor prvega dela, prve epizode druge serije se začne s čim? Kako se sploh serija začne? Sprav ne utrga na sceno. Prva je iz snemanja Ronalda Reagana, ki igra. Tako in ležijo mrtvi, voljo po bitki, neki blazni znani. Po bitki pri Sioux Falls. Tako. In stoji indijanski poglavar na sredini in gleda to okrog. In potem rečejo, kat in pride asistent režije in se pa pogovarjata. Nekaj prav butazga. Nekaj, kar pravzaprav nima z nobene zveze naprej s serijo, razen da se potem Ronald Reagan res pojavi. Ampak nekdo ga igra, Bruce Campbell ga igra, to pazi, to pa pižama zelo občutljiv. Grem pa po motorko. Da se proti koncu serije, se pravi v zadnjih 3 epizodah, pride v ospredje ta lik Hanzija, tega indijanca, in ta njegov strašni problem, ko se on ne more vklopiti v to družbo in kako je še zmeraj kakšen niger, zaničevan. Ampak je pa kle še dodatna komponenta, ki pa mogoče lažje razumeti in tiskare me. In na eni točki mislim, da Ted Dansonov lik to sploh reče, da on, ki je bil v drugi svetovni vojni, pa so se streljali, je bilo ok, da te iz Vietnama so pa tega, da so pa to malo nazaj prinesli. Mislim, da tako, kle sem jaz malo bolj, recimo, to razumel, ker ta veš ne more se vklopiti v družbo, je ta Indijanci, Američani, krivda. Ne pustijo mu. Se to so to. Ampak je pa pol še zraven. Se srečuje s tem rasizmom na vsakem koraku. Tako, ampak je pa zraven še ta Vietnam. Se mi zdi, ker je pač tudi
glavni policaj ne bom. Vidiš, če smo že govorili o zajebanosti, negativca, ali pa recimo enega od likov, kot je bil Billy Bob Thornton v prvi seriji, tle je bil to ta indijanski, res zajeban. Mislim, res zajeban, kako jih je pa ta pobijal, pa koliko. Gremo reči, sem hotel reči miren način, ampak niti ne. Mislim, ne nameren, ampak tako hladnokrvno. Zelo hladnokrvno, v bistvu, zelo hladnokrvno. Čeprav pri njemu pa tudi vprašanje, tista zadnji prizor, ki ga vidimo, koliko je zdaj, kakšna odrešitev je, tam ga vidiš, gre se postaviti za une mulce, ki jim težijo, ampak zdaj pa, kaj je on zdaj naredil, Kaj on je zdaj, koliko razumem, pač on je dobil nek ta witness protection, ampak pa zdaj tam, kaj bo naredil, ali bo vsaj rekel, mali, to ni lepo, ali bo pač neka mamica 2 tedna iskala svojega 12-letnika. Za poslušalce govorimo o enem zadnjih prizorov zadnjega dela, 10. dela te druge serije, kjer na športno otroško igrišče, kjer otroci igrajo. Kaj je še pomembnega pri tem prizoru? 2 mulca igrata, podajate si žogo in si kažeta v njenih znakih. V njenih znakih. Kar pomeni, to sta moje une 2, ki sta pa v prvi seriji, kasneje morilca. A veš, kaj je njem, ta drug pa ne. Una 2. Veš, to mora biti povezava. Kje si pa ti blew my mind zdaj? Vih prav sta stara. Sem sta, ker je tako kam moli, še v bistvu manj starejš, kar je dosti res. Wow! Ne, da sta. Ja. To pa v bistvu, sploh me ne bi presenetil. Mislim, zakaj? Se pa vidite zdaj na televiziji. Zakaj kuras bi bilo treba, da sta une 2 nema? Zakaj bi se znaki? Zakaj bi bilo treba, ker je to kratek prizor? Če ne, da hoče točno to povedati. Paste, tule je še ena stična točka z prvo serijo. Pa ona 2 ima sta pa je, wow. Zdaj pa čisto sme. No, pa če smo pri tem že, kaj so še stične točke? Vemo, da med filmom in med prvo serijo je samo denar. Denar, kufr, pa strgalica, to je to. Pa da se približno na istem prostoru dogaja v snegu. Zdaj pa med prvo in drugo so pa povezave, seveda vidimo malo Molly, pa Fotra, pa mamo, ki so takrat dosti pomena, v smislu, ker je umrla, Pa še kaj? Pa to, da so v prvi sezoni zmeraj policaji omenjali, da Sioux Falls all over again. To je res. In tlek so ga res tako omenjali, da tle bi bilo res pa nesramno, če tega ne bi bilo v drugi sezoni. Ampak mi je pa, mislim, tako mi rekel, to se lahko na koncu pogovarjam, ampak meni je noro, da so ga tako napovedali v prvi sezoni, it's all Sioux Falls all over again, Sioux Falls. Pa detajlov, ne? Ampak nič ne veš, in pol ti pa celo drugo sezono dajo na 3 stavke, to meni super. Ker jaz sem cel cajt razmišljal, Sioux Falls so rekli v prvi sezoni, kot cel cajt imaš to v glavi, tako recimo. Pol je bil. Ne bo res tam mes. Zdaj pa vemo, da je tam... Ampak je bil tok zajeban, zdaj še ne vidimo, da si ga takrat sploh niti predstavljati nismo mogli. Tako, Ko so pa kaj vse so noter žali. Ker se mi zdi, da to je nek tak mind game, mislim mind game, nek tak trik, ki ti da pri gledanju pola, ti imaš to non-stop, on je res to, je bilo zajeban, ki bi rekel, res je bilo zajeban, pa on šepa zdaj non-stop, v prvi sezoni, tako res, se mi zdi, da je dobra varka, ki ti da, zraven ti da malo žmohta da gledanju, tako, ker non-stop ti, čeprav to zdaj ti si me čisto bol s tema 2, tako, to me zdaj ne moram pozabati, ampak noro, res noro. To je bil očitno na tem igrišču se je zgodil moment s tem Indijancem, ki je ta bila nekako po moje preokrenjena. On potem še celo vzel pod mentorstvo. Možno, da jih je pa, lahko nekaj zdaj, prej si omenili smo Gerhardtove, Meni zelo odlično popolnjeno. Lahko samo preden gremo na Gerhardtov, bi mogoče samo omenil glihto, ker smo omenili nekako Molly, ta nek vezen lik in pa seveda Betsy, njena mama. Kako je pravzaprav spet ta Betsy in ta lik nekega civila, se pravi, ki ni del policijskih sil, ampak obenem pa najbolj bistra od vseh. In kako ona pogrunta, tam ona sta malo stoji, pa
tega le pa niste najdel, dikva pa tole, skozi pa te teorije. Osebnostno močna, tako zajemna, čeprav terminalno bolna. Jaz sem toliko vesel, da jo niso pokazali umret, ker to bi bilo pa res najbolj cenjeno, da bo pa zdaj v predzadnjem delu. Ne, pa najbrž bo ozdravila, zdaj na unih se je izkazalo, da jemlje zdravila, ki niso placebo. Ne? Ja, sadnik, v prvi sezoni veš, da je točno. To je to, ne. Ja, no, to je ta bamer. To je Jonas, spomne se gluhonemih, ne spomne se žensk. Ne, ampak to sem hotel reči, Gerhartovi. Je spet ne. Ja, ampak je pa familija. Prvo, ampak zajebana familija. Ker smo prej rekli, kako zadaneš casting. Klej pa jaz nimam nič ni narobe. Kar se meni tiče, mama je meni fenomenalna. Res fenomenalna. Mene še posebej presenetila zaradi tega, ker jo poznam iz vloge v seriji Big Love. Aha, ti si v Big Love. Ja, ker se vam vedno govorim, da je pismo, to je res huda zajebana serija. Ne Amish, ampak Mormoni, kjer ona igra eno ženo Mormona, veš, ampak je tako malo perfuknjena, malo je tako senilno, kar malo, nezbrana, ampak tako malo skozi nekaj se z glavo trese, razumeš, pa čist drugačko, ker tle je pa neko nasprotje stare babe, ko sem jo jaz poznal od tam, je pa tle ladna, ko špricer, pametna, brihtna in odločna, prava mater familije. Ne. Pa že spet jaz mislim, da od leta 2013, pa boh ve, dokdaj bo to trajalo, se bo res poznal kot en tak orang prelomen trenutek v ameriški televiziji, ko so ženskam začeli dajati normalne vloge. Tako, da res, ker to se pa zdaj, to mi vlečemo te usporednice zdaj že tudi od glava naprej. No, ok, ampak ne, veš kaj mislim? Ker je res noro, Kirsten Dunst imaš tako lik, tudi Mtka od Mollyja, ona, ki je šefica Crime Family, pa se pol s tem spopada, tudi hčerka, ki je dosti fenomenalna, kot se je že spet ena, ki je čist over her head, Šerka je ena taka back-vokalistka od Belih vran. Ja, okay, ali pa iz Almost Famous je všla filma. Ampak tako se mi zdi, da mtne ta vrh piramide potem, ko unga otota kam zadane, mislim, je noro, ko so to čez celo serijo speljali, pa potem ta fight ženske ne morete vodati, in pa enega sina, ki je za njo ta Bear, ki je tudi nočeš ga srečati. Naj vaju nekaj vprašam. Eden od prizorov, ki so se mi še posebej v ta drugi sezoni zarezali v spomin, je prizor, ko se Dodd, ta najstarejši sin, spomne svoje mladosti, ko je še kot mulj spremljal očeta in sta šla v kino, ga je peral. In sta šla v kino in tam vidiš pravzaprav, da sta šla v kino samo se pokloniti novemu šefu mafije lokalne, ki je, tako, jaz razumem zgodbo, ki je lihkar ubil, čakaj, da mu zdaj prav povedal, od Otota Fotra, ki je bil prej. Ali sam nekoga je ubil. Fotra njegovega, od teh treh bratov detka, ki je začel ki je pravzaprav na noge postavil, ki je prišel iz Evrope in ta imperij postavil. Se pravi, smo se vrnili v čas nazaj spet, znotraj nadaljevanke, zmeri se vračamo nazaj, ker se on spomne, kako sta tam v kinu, pa kako so njegovemu fotru, temu Ototu, ki ga zdaj v drugi seriji vidimo zadetega od kapi, in ful starga, plešastga, sivga. Ja, tam so ga pa kar dobro zrihtali. Se to me zanima, a misla, a je isti igralec? Je, sam so ga zrihtali. Ampak so ga ful dobro zrihtali. Ta prizor se postarati ni težko, ampak ponaditi človeka. Tudi težko je fora, tudi ta prizor so posneli najprej, preden ga kapzati. Ne, ta je lepa. Ne, če še enkrat pogledaš ta prizor, vidiš, da je malo čuden, zakaj ima tako črne brke, tako črno frizuro. Je možno slabš to narediti. Film Ronalda Reagana se vrti v kino. Ja, to je. To je pa tudi tema, ne vem zakva. Jaz mislim, da je to ta Vietnam scena, pa Morning in America, pa to jaz ti povem, da je to. Amerikancem več pomeni. Več pomeni, kaj nam, definitivno. Oni so to izkoristili, da je bil pa sladadu čas, ko je Reagan res naokolo hodil, pred volitvami, ko takrat je bilo zaradi manjka interneta veliko več terenskega dela potrebnega. Ni bilo dosti, da se pofarbo z oranžno, pa ene 3 neumne prijavil. In tudi napovedovali so ga tako, da se bo dogajalo to med Reaganovo kampanjo. Po teh napovedih so že med snemanjem dejali, sem pa čakal, da bo Reagan dosti bolj
Ja, vključen. Ja, jaz mislim, da je. Jaz mislim, da je to, da so oni, veš, da to, kaj je Fargo. Ne? Jaz mislim, da hočejo zaobjeti nek ta čas v ameriški zgodovini. Ne? Zdaj smo šli v ta konc 70-ih, kjer je v bistvu Amerika čiže bila boga koncev Vietnama. Te fantje so se vračali domov in so bili deprasti in post-traumatic stress disorder. In potem Reagan obljublja Morning in America, zato tudi Kirsten Dunst verjame, mene čakajo lepše stvari kot Minnesota. Jaz mislim, da je to, ampak zato sem prej to vprašal. Jaz mislim, da mi to res manj. Ja. Jaz mislim, da če si Američan, ta serija je še boljša. To svem se glupo sliši. Ampak ti povem, da po mojem vidiš noter ali pa saj. Ujameš najbrž, če si Američan, čisto vse reference. Čisto vse tako, ki jih mi ne. Ampak jaz to hočem reči. Klej mislim, da je to večka referenca. Klej res probajo. A veš, zahakljati, že spet v pravu časa, tistega. Milije sem hotel reči, ta beseda, ki je reč. Tako kot v Mad Men. Tako, oglaševalci so bili. Oglaševalci, 50-ta, ne? Ja. Viš, zdaj se poskušam spomniti, ali v tej seriji kdo prižge kakšen čik? Ja. Cigara ne šteje, ampak čik. Še kadijo, čik, ne? Čeprav mislim, da oni policaji malo kadijo. Ampak ne čika. To tudi mogoče. Veš, kako je to izgnano iz tebe? Izgnano je. To je bila ena od stvari, recimo, to je bila pa... Kar v Mad Menih ni bilo. To se pozvonulaš prižigal, pozvonulaš kadil s čim. My Name is Earl, sta gledala. Kaj je ta, veš, v prvem delu kažeš, jaz se spomnim, takrat smo na Straight Dope, sem še dosti visel na tem znanem ameriškem forumu, je bilo tako, vsi smo, veš, le to, glavni lik kadi. Veš, to je neki, si upaš, v tretjem delu, nehal bom kaditi. In mislim tega zelo. Ampak mogoče, če se vrnemo samo še kratko na Reagana, glih v tem prizoru, ki si ga omenil Jonas v kinu, ker vidimo, da je on tudi v nekem znanstveno fantastičnem filmu igral. Jaz sem dejansko takrat pomislil, da če bojo ta NLP, te nezemljane, ki so tudi super zadeva, kaj bolj upeljali, da bo mogoče Reagan tisti, ki bo rešil zadevo, ker pač po tej analogiji, teh spet raznih unih treh, pistoljerov so, kaj so že, pač to so ti treh amigosov oziroma teh samurajev, česarkoli, kjer imaš nekoga, ki, ali pa tudi Galaxy Quest, če rečemo, počivajo v miru Alan Rickman, in da imaš nekoga na televiziji oziroma filmu nekaj počel in je potem soočen z isto prepreko še v resničnem življenju. Ampak kaj pa mislimo o vesoljskem krožniku? Jaz sem hotel se ne uskočiti in reči, a si predstavljate ta scenaristični pogum? Ja, veš, jaz sem to hotel reči. Pravzaprav, da se človek scenarist reče, bojebite se, kaj si vi mislite in na to paše ali ne, a veš, kaj dejansko... In dejansko, dajmo pokvariti vsem tistim, ki še niso videli Fargo. Pridejo v predzadnji epizodi, pridejo vesoljci v serijo, prej so samo neki nakazani. Ampak dejansko so oni krivi za smrt, zato ker so lučke so bile gor. In jih je, potem, ko jih je tam mal Gerhard, se pravi ta raj, gor pogledal, takrat ga je tudi Paul Peggy zbila. In veš, ni to zdaj samo neki. En si je predstavljal, nekdo od teh igralcev, ki tam še misliš, halucinira, pa misliš, ne, ko bežita, reče on, kaj pa je to? Pust, to je samo leteči krožnik. Mislim, prav uno. Pa na koncu, ko se... A skaj napisal poročila? Kdo pa verjel? Kdo bom pa napisal? Skratka, to ne more biti nek device, neke halucinacije, kaj dejansko se je na prizorišče dogajanja v tej seriji spustil jebeni leteči krožnik. Čeprav vam pa niso prišli. Nekaj sem videl, da ni glihvarno. Pa še nekaj je zanimivo. Zdaj pa misliš, da bo pa, Marsovci, zdaj bo pa to se nekaj ne šlo naprej. Ampak ne. Kot so prišli, so pa tudi šli in konc. Več ne posežejo nič več v zgodbo, nič več v nič, ništa. Ne vem, zakaj so bili tam, kot dejansko zdaj Deus Ex Machina. To so to stari grški, ki je neko božjo roko, ki poseže v dogajanje, zaradi tega, ker scenarist ne ve, kako bi se zdaj iz tega izpeljal. Ampak se tudi sami niso nič naredili. Ampak a te je motil?
To je ta trik, ki meni take stvari ponavadi razpizdi. Imeli so ta moment Čehove pištole, puške, ker je že na začetku ga uporabil, skozi so tam, ni to, da bi se zdaj pa on spomnil, pa na koncu bomo pa zdaj to dali. Neki dan. Naj razjasnim, jaz, ki sem bil na GNFT. Ne pomembno, Čehova puška pomeni za neposvečene. Reče se tako, če v prvem dejanju v teatru, če v prvem dejanju na odru puška, mora v tretjem dejanju početi. Tako, kle so to ne znali. Dejansko so jih toliko časa skozi serijo, skozi so bile neke nalepke, UFO, pa ki mu teži na pumpi, ki mu en teži, kaj pa te ne znaš, ne vem, kaj so te lučke, vse whatever, pa se samo serijo. Ampak meni je bilo, jaz moram reči, da presežem prvič, ko se je neki tasga uporabil, da nisem bil tudi mal jezen. Ampak sem bil tako, to videli, tako res. To ni bilo podkupano, pizda! Tako, na to varianto. Ne, ampak res prvič... A sem ravno kar zlomil 3 barvice? Ne, ampak prvič nisem bil annoyed nad mene je še posebej to, se me je to dotaknilo zaradi tega, ker sem jaz po tem plot device-u tudi sam kot scenarist posegel v prepisanih. Je tam nek prizor, kjer brat Janez vid vesoljce in se vesoljska ladja spusti noter, ampak seveda jaz kot scenarist, probal to, ne moram pa to nekako razložiti, pa upravičiti, ne izkaže se, da je samo haluciniral, ker so mu podtikali v tisto njegovo hostijo, ki je on skozi žrl, je bil nek LSD, Jaz sem to moral nekako razrešiti, drugače mi serija ni bila popolna. Vidiš, ta Fargo, njemu se pa jebe. Prav vidim, ta srd v oči. A veš, kako sem se jaz matral, da sem to opravičil, da njemu se pa prav jebe. Bolje me kita, mar so si se prišli, verjem ali pa ne. Prav vidim, da ga gledaš, tako, noro je res nemotno. Lahko nas pa zdaj skrbi, čakaj, kaj bo zdaj v naslednjih serijah, ko bo zdaj drugi scenaristi tole videli, pa bojo podobno Heureka odkrili, se ni treba razlagati, lahko si izmislimo, kaj smo. Ne pridejo iz severa eni mrtvi. Vse živo bo, ne vem kaj. Mrtvi bojo oživljali, živi bojo umirali. Ampak je pa tudi to od Coenov včasih, Coena gre sta doska to nek nadrealizem. Tako da že spet, kaj je Fargo, mislim, da tudi ta element pa še saj v Coenov opus, mogoče če ne to go Fargo. Ampak ok, dajmo še malo te Gerharde. Gerhard je pa tako, a to veste, da ta Bear, ta sin, ki je zvest najunkama gips, ta je un model v Mad Maxu, Tonomu, ki je doktor. To je isti igralec. Sem tako, kot trivia, to se mi je zdelo ful dober, ker to sem jaz porajal. Tako da nikoli ne bi ugano, še nisem gledal Mad Maxa. Zdaj si ga oposil. Jaz nisem kako bi čerevar izpadel. Ne pa ne razlagati, ker že nimam spomina za face. To čisto, Zanimivo je to, da 3 sinovi so. Tako. Ampak mendej je bilo prej več, jih je že ne pa. En je bil še starejši, najstarejši, ki je bil pa še bolj zajeban. Če se prav spomnim. Pa iz Vietnama ni prišel. Ni prišel nazaj, Vse to, ampak to je že spet uporabljen samo zaradi tega, da pokaže. Res, jaz mislim, da ta Vietnam, pa Indijanci, pa Reagan, pa to, da je to full enga žmohta pri tej zgodbi, ker mogoče pri nam gre čisto čez glavo. Zanimivo je, koliko so res močni ti sinovi. No, 3 so, ta najmlajši je bil bolj bedala. Brat od Kalkina. Ko je imel Kiran. Meni je bil všeč, ker je bil zelo duhovic. Tako prav duhovita vloga. Zdaj sem se pa enega modela spomnil, ki ga moramo ga omeniti. Unga, ki tipkarske stroje prodaja. Si zasluži zlati globus, če me vprašaš. A ne? Pa kako je umrl? Je groza. Ampak tako je pa ta odigral, sploh tam, ki ga dobita, ki hoče do une sodnice, pa je pol nazaj v avto. To je pa, un je kradu scene, če me vprašate. Un je meni taka stranska vloga, unga sem si ekstra zapomnil. Že kako so ga oblekali, bi dosti ekstra. Se res, kako sta se vama pa zdela ta dva, ki ne govorita? Sta bila brata, pa na koncu kar sem eno stol. Zdaj pa sem eden. Veš, kaj se mi kar malo škoda zdi, zakaj so vam morali enega ubiti. Če so ga že fentali, pa bi najbrž, pa so ga si predstavljam kot scenarist, da si ga ubal za to, da bo ta drug čez noro. Ampak jaz mislim, da je to samo mišljeno bilo, to je pa kul.
Jaz mislim, da je to samo zaradi tega. Čem je finta tega, da zlikovci ne govorijo? A so pa bolj strašni? Ja, ti si prej znašel, kaj je Fargo, tu je dva stala pa gluha, ki jih je Hanzi očitno vzgajal, to smo zdaj mi začeli. Če je več Milligan govoril za vse tri skup. Ja, to je tudi res. Ampak Ampak pazi, ta dva brata zlikovca, dvojčka očitno, ki ne govorita, v bistvu one, na ene par mestih prišepneta nekaj mu na uho. Ja, sprav, govor, že znata, samo govorite. Smo že od začetka imaš skozi te tenzije tudi z njimi, ker že pričakuješ, kaj bo s Tedom Dansnak, se je že pridal njega tudi zdaj v prvem modelu. Že Fental, ki jih ustavne. Ti se tudi kar malo bedne. Jaz mislim, da je to že spet tako, sam zaradi, da je bolj gostone. Da je neki, da da vsakeč govorila, da ga nikoli slišiš govoriti. Veš, kot Penn Taylor, katerega si že slišal govoriti, pa ga nikoli si dogovoriti. To je dost. In če je to na ta pravi način dozeran, pa da ni preveč tega, lahko super deluje, kot relief za zgodbo. Jaz to tako štekam. In ja, kot je Pižamc rekel, un Milligan za njih govori vse, razen da ga pokaže, koliko ima sta cifra čevlo, da sta 11. Sta dva fakiča. Še posebej me to žele, ker tudi brat Janez ne govori v prepričanju. Stavilo to vrhunsko, gledam, da bi samo boleli, to so jaz, mislim, da je to. Predvsem pa še v tej drugi familiji, ki hočeš, ki so že te iz Minnesota, ki je že neka Kansas City, mafija, ki jih v glavnem je ta nekaj, prav Garretta pokaže, na začetku, se pravi tega, ki je igral v Everybody Loves Raymond. Ampak meni ga je pokazal z vso tisto brado, veš, in jaz ko rečem mojci, ki gledajo, čakaj, tole je Adam Arkin slučajno, kao je to, to je ta, pa zraven Arkin. Arkin je režiral, Arkin, zraven. To sem videl, polne ta čelavi. Tako mu na koncu, ki mu da najbolj šport. Zdaj, ki smo že tako, zdaj, ki smo vsega se že dotaknili. Prej, ki smo govorili o likih najljubših. Nisem se še vsega dotaknil. Zaključil bi sam z najboljšimi scenami, da vsake eno izpostavlja. Offermana moramo omeniti. Pa Offermana moramo omeniti. Ki je kot ta odvetnik. On je pa, jaz ne vem, zakaj on to cajta rava, da je rato znan. On se mi zdi pa tako, on je tako kar naravno, tale National Treasure, pač v Ameriki. On je pa kle tega pijančka, ki igra, I'm the best lawyer in town, Carl, you're the only lawyer in town. Te so, vse funkcionira. Pa že spet ta malo. To je dobro napisano, veš, to je res te besede, ki so njemu položene v usta, treba samo prav povedati. Ampak jih moraš tudi prav povedati. Ja, seveda moraš znati. In on to zna, on ima ta deadpan, pa pravica, pa... Ampak, kak je to dober lik. Sploh tam, ki se čisto serije, ki napadajo policijsko postajo. Pa sploh pijanca je težko igrati, ker hitro rata, neka karikatura, on pa je pa tle res... Hitro si vnudeli, na to vora. To je res, A smo koga smo, a še kakšen tak lik, da bi ga... Zdaj, ker smo pri tem, pa smo glih Offermanom, jaz bi nekaj gledal nek skup s Hamom. A John Hamm pa nik Offerman, to bi bila serija. Don Draper iz... Ker Hamm se mu dajo zdaj skozi bolj neke komične vloge in to je, Hamm je rojen, Hamm ima tak nord timing komičen. To je res, On je zdaj že parkrat presenetil, Jaz sem gledal ta Young Doctor's Notebook. Ja, no to, kar sem ti... A to si gledal? Sem svetoval ti, to mi je on rekel, ker sem se ful upiral, pa doma imam Drago, ki je rusistka in pol ona... Bulgakov? Ja. Ampak je res ni slabo, on pa Harry Potter igra ta noter. Radcliffe. In je res za pogledat, Mislim, od emisija, tako... Dvakrat po 4 dele, nič too much, tako, sej ni zdaj... Kako je Young Doctor's Notebook? Njega pošljajo, let tik... Po revoluciji, pred revolucijo, tam gre nekamo eno zabačeno selo kot zdravnik delati, in potem se mu njegov pa kar debate s svojim starejšim znjazom. Pravzaprav, ker dogaja se takrat, ko je že star in pa se spominja, ampak pač tako skup ne komunicirate in imate vpliv drug na drugega tam. Dobro, res je dobro. Zelo super, je pa to, mislim, da je od Sky produkcija. Tako je Sky produkcija, pa ta, mislim, Playhouse, kako je že, ki se je začel kot serija nekih kratkih, rekli temu
TV dramoletov, se pravi kratki, tako 20-minutni, polurni filmi, ki so jih recimo dali tudi TV igre, ki so jih dali tudi režirati, ne vem, pa mislim, da je Elba celo en del režiral. Zato so tudi malo igralci in so menili. In je iz tega pravzaprav dve stvari sta uspeli. Ta Young Doctor's Notebook, ki je potem dobil drugo, in pa Psycho Bitches. Aha, to smo ti že videli. Je pa zadevca, ki so pa te angleške komedijantke, pa to in one igrajo kot ena je. Ima neko psihiatrinja, terapeutka, in druge pa hodijo k njej. Ampak to so kot vse neke znane ženske zgodovine, od Marije, Katarine Velike, Marije Antonijete in tako naprej. In je tudi zelo super zadevca. Ja, to je res za pogled. Dejansko za pogled. Zdaj smo zabredli za Hemom. Kje smo še? Smo še koga falili? Zdaj gremo prvo like, naprej gremo na scene. Vem, da sta tale Wilson, ta glavni igralec. Ja, Patrick Wilson. Pa Hamzi, sprav Indijanc, sem bil presenečen zagledal v filmu Bone Tomahawk. Ste gledali? Ne, nisem. Western grozljivka. Bone Tomahawk. Prav oba sta noter. Oba sta noter, ampak v izredno malih vlogah. Samo na začetku sem se tako pojavil. Ta Patrick Wilson je drugač ful zanimiv. On tako non-stop mal prehaja med filmi pa temi serijami. On je recimo Watchmenih igral, Veš, Night Owl, on se pojavlja v kakšnih romantičnih komedijah. Kjer je najbolj neprimerno uporabljen. Aleluja. To še ne pomeni, da priporočam ogled filma Bone Tomahawk. To ne, si se distanciral, si se hodil distancirati. Film je odličen, ampak je pa te opozarjam, to je western. Kurt Russell igra. To sem pa videl trailer. Ampak je res, je pa grozljivka. Veš, kako je to? To je tisto, da se na par, dva ali pa tri taki prizori, da je... Oh, shit. To ima Jonas, ima to. RT is not an endorsement. Super film sem ne gledal. Super film sem ne gledal. Ni nobene potrebe, res, ne silem. Če bi ga primerjal s srpskim filmom. No, ti se pa ne bomo. Jaz ga še nisem priznal. Jaz sem gledal par minut, nočem več gledati tega. V glavnem, imamo še koga? Pismo. Meni zmanjkuje ljudi, ki jih hočem preklicati po spominu. Ti imaš tam lepildek. Ja, pa se smo, mislim, da smo jih da smo ne super, je sploh tudi ta, mislim, da so zelo fino, če sem umenil čisto na to Solverson, Larson družino, ki super so te neki prizori, pravzaprav, kako mora ona, je sama se znajde Betsy, v tem moža skozi stalno ni, tudi oče pride mečkam pomagati. Ta nam manjka, evo, kjer nismo te pomočnice v mesariji, ki skozi kamijo bere. In kaj je? Absurd. Življenje je absurd, itak vsi pač umrli bomo. Ampak poli Betsy vrača pa z življenjskimi nazaj. Ti si jaz meni super, drugače. Veš kaj me presenetilo, ko sem ta drugič šel gledati serijo, da se konča pravzaprav tako konča se tako na naslov. Slov, na hvala Bogu. Neč se ne zgodi na koncu, pa Sopranovih, ki se konča tako, da so vsi popizdali. Kva pa je zdaj to? Ampak tle pa samo nekako, da hočejo dati vsemu skupaj poanto, češ sreča je pa le doma. Pa jaz pa nisem to tako razumel. Pred pečjo v družinskem krogu. Jaz sem pa to bolj tako razumel, da pač da samo nastavijo, da so te ljudje imeli življenje tudi po tem. Zaradi tega, ker pol ti gledaš prvo sezono, ki se kasneje dogaja, da je vse to vplivalo, razumeš, na te ljudi, ki so potem odrasli v prvi sezoni. Meni se zdi pa to v bistvu, meni se bo pa to ful super, ker mi poveže ta življenja, razumeš, ker če bi se to sam končal, unga aretira, zdaj smo videli veliki obračun, Zemljane smo videli, konec, ali pa da nekaj eksplodira še zraven, so vsem. Klej pa je tako, te so še zmeraj pol živeli, una je umirala, ta je mogo skrbeti za njo, ta mala je boga, pa v bistvu v prvi sezoni gledaš Molly, kot policajko, unga, ker noče biti več policaj, pa sem še burgerja pečal, ti si svoji kafani, Tako, meni pa to ful všeč, In tudi eno od teh scen, če lahko ta segway naredim, ker res hočemo temu govoriti. Ena res najboljših stvari, že spet Ted Danson je udeležen, in pa Betsy najde pri njemu doma tiste simbole, ona razložiti, kaj je to, To je bila pa ena najlepših stvari, ki sem jih videl v serijah po malo zadnjih 5 letih. Ker razloži, da ste za vse zlo in vojne tega sveta kriv pravzaprav samo
lingvistični nesporazum. What we have here is a failure to communicate. Tako. Ampak ko on to tako razloži, pa reče, in pa sem rekel, če bi mi imeli, kot sem uvid, da vse to, kar je doživel, on je druga svetovna vojna čez, ne. A je šel Korejo? Ne, on je druga svetovna vojna. Druga svetovna vojna čez, klej šerif, klej gleda, pozri ta sufo, zdaj se strejamo, da je bil ranjen, vse živo, ne. In tam, ko on to razlaga, vidiš, da to razlaga res iz enega. Bil je stlačen v kot, kaj vse se na svetu dogaja, in je otu nekako, polk je umrla, je imel preveč cajta, mislim, žena umrla, preveč cajta, rekel, da moram svetu pomagati in se je lotil. Te se že bojiš najprej, da bo to neki ta Nick Cage številke. Ja, to so to. Jaz sem mislil, da to bo zdaj pojma, on zdaj poveze. Pa je pa taka, to je bilo pa, temu se reče lepo. To je bilo lepo, je bilo. In pogredo te pri srcu. Tako, zaigrali so na strune. To je bilo res ena lepših stvari. In pa ona reče, kaj ti si pa res tak človek. Mogli bi biti čizi, ni bilo čizi, ful je bilo lepo napisano, pa všeč mi je, da je to nastavljeno v 2 scenah. Ampak res je človeka, ki ga ta tema od sveta, ga to, kaj veš, to je ta The light is winning, no, to hočem reči. Svetlova zmaguje. Tako, To je stvar, True Detective referenca. Super je tudi to, pravzaprav, kako da se vzamejo čez ravno za tako sceno, kot je ta, recimo, ki ne prispeva k nadaljevanju celotne zgodbe, ampak ti pa osvetli karakter. Tako. In ga zelo tako mu da en tak za nazaj. Ja, zelo pomenljiv aspekt. Meni je še nekaj zanimivo, sicer to, da zlikovci ne vem, če pogrešam, rekel bom, pogrešam closure, se pravi, da slabi ljudje najebejo, dobri se rešijo, kao, tlele pa, ker ne vem, Indijan se je zginil, sploh ne vemo, kaj se je z njim zgodil, od teh 2 ordinary people, se pravi mesarja pa njegove žene, pravzaprav ona, ki je vse zakrivila, preživi, on pa, ker ni bil nič kriv, kaj pa je on pravzaprav sem razrezal ga je, ampak mrtvega že. A veš, on je samo v obrambi je enkrat enega ubol, mislim, zaklal z mesarico. Prota Krpanova. Čez glavo. Ampak v bistvu on umre, ona ne. Isto, glavni bad guy, temnopolti, pravzaprav tudi preživi samo razen, da je obsojen na neslutene muke, še slabške smrt. Ne vem, je to pointer, kaj. Pričemer, če tako ampak ne, v bistvu se ni, ni. Ampak se to je. Smo vedno navajeni še v prvi nadaljevanki, v prvi sezoni, Billy Bob Thornton najebe, mislim, ga poče na konc, ker to je res. Bad guy. Pa Freeman tudi v bistvu. On tudi nasrka, zato ker mora nasrkati. Kukor da zdaj pa končno cajt v letu 2016, 15, recimo nekaj bez snemana, da se s tem preneha, da ni treba. Kaj je mogoče tudi tle, da so stil prepeg odprto, je tudi to, ker ona mora živeti s tem, da je umrl zaradi nje. Kaj si ti rekel, kaj so te stvari, recimo scena, ki je bila tako prizor. Mene pa glih to, kako najprej prizor not v tej koči, sredi gozda, kjer Peggy tok pada v ta film, v nacistični, spet z Reaganom, da sploh ne pogrunta, kaj se dogaja. In Gerhard uide, da odgre. In potem, ko se ona znajde v tisti hladilnici na koncu, kjer bežita oba z Edom in kjer zapre noter, da ne bi, in ona je prepričana, da je Hanzi pred vrati, in ona halucinira tisti dim in noče odpreti še katovčejo. In če bi ona mogoče prej odprla, bi mogoče, zdaj vprašanje koliko, ampak mogoče bi imel več šanse. Bilo še malo pomoči, ampak ona je že toliko v tem svojem svetu in ona je pa spet ta, pol tema, kako se pravzaprav živijo vsi ti liki v nekih teh svojih iluzijah. In ki je ona sveto prepričana, zdaj se pa ta film ponavlja in zdaj itak bo šel, pa bom odprla, pa ti boš pred mano šel, pa bo vse v redu, tako kot je bilo v filmu, vse kar na filmu pokažejo, mora biti res. Če bi šla na seminar, bi vse to zgodilo. Kaj pa ta pripomoček scenaristični, da kar naenkrat proti koncu nadaljevanke, mislim, v 8. epizodi ali 7. se pojavi knjiga,
Mislim, da je 9. del. Prav na začetku, to, kar Martin Freeman pripoveduje, ki je dal kot, zdaj bomo pa popisali, kaj se je pa zares zgodilo v Sioux Falls. Knjiga, iz katere bere nek pripovedovalec, nek glas. Knjigi je naslov, mislim, da zgodovina zločinov na Srednjem vzhodu, ameriškem Srednjem vzhodu. Ker prej ni bilo nič tega. Zdaj pa kar naenkrat imam nekaj, je nov žanr, in voice over, ki kar naenkrat pojasnjuje ene stvari. Jaz že malo kar sumem, tle pa malo scenarist, ko je pisal, se mu je malo zataknil, kako ne pa to rešim, pa to pojasnim v pisna, samo še dve epizodi sta dozvoljica, nimamo cajta, zdaj čo se ne. Pa se mislim, da niti ni to, kar razlagal, da je bil bolj kot en tak komentar, rahlo ciničen. Ja, jaz bi tudi prej rekel, da je bolj ta varianta. Tako, da se gremo malo postmodernizma. Skoraj na meji s sarkazmom, tako varianta. Zdaj ste gledali to, zdaj gledate pa to. Tako sem rekel, da mena žanr. Ampak že spet mene nisem od tega zmotilo, me je, ven ste se vlekli, pa vidim, da ste se ven vlekli. Res ne, no. Pa ne vem, zakaj se ne vem, ali pol toliko prostiš, ki je vse stalo toliko fajn, ali kva. Na to gledam tako, da če ne bi bilo tega voice-overa in te razlage, pa mi pa res kot gledalcu ne bi bilo nič jasno, kva se je pa zdaj temu Indijancu zmešali. Ker pa začne voice-over razlagati. Ampak zgodovinarji se še vedno sprašujejo, v katerem trenutku se je on odločil. Mogoče kle. Mogoče vse naraj videti, da je to, kot pa da bi on njegove misli poslušal od Hanzija v Offu. Ja, ti si bilo pa škoda. Ja, inner monolog, zdaj jih imam pa dost, bam, ta je bila ujel. On je malo samomorilski, tam, veš, kaj se pride, kaj reče, da ustriži me. Se prepusti. In prav reče besede, jaz sem sit tega sveta, kaj nekaj podobnega. On je tam že... Pričakuje, da ga bo ona zabodla v vrat z škarjami, ne? Tam je pa zelo na 50. Se je prav nastal se in deme, jaz ne morem več, ker tle se bom sedel. Pa kapsi uletijo, pa se žur začne. Tako, pa kapsi zajebe. Pa ona res malo zbode, ne? To mu pa ne paše, začne pa kar bežati, kar zbeži ven. Pa gre po sekundenga. Ampak to je v Vietnamu, zato sekundenga obstajajo, za kožo zlepa, zato ti to fajn prsteska prime. Nič drugega ne zlep dobro, razen kože. Jonas, tvoja favorite scena. Kaj bi rekel? Če ima pižamc, Reagan film in Krsten, jaz imam Dana Densona in jezik, kaj bi ti rekel? Zdaj bom rekel, ker najbolj komična scena se mi je pa zdela, veš katera, ko ta najstarejši sin, nemočen, zvezan, ostane sam z Kirsten Dunst in ga ona zabode dvakrat v eno. Super. In je to tako noro, veš, kar štih, še kar pametno. Pa pride mož domov in vidiš samo on ta zvezan, tako nemočen, ko vprašam, kdo pa to naredil, ne? In on tako mi pokaže na njo, veš, ti ta je nora, malo demi. Reče, help. Ti si res. Njemu, mesarju reče, help. To je pa tumač, to take grozote. Take grozote pa še jaz ne poznam. Najjačji mafic ever, to pa je še. Kaj na začetku prvi epizodi enemu ušesa odrezal. Se spomnite tega? Kar tudi ni pa nič nepojasneno. Tisti najbolj kruta smrt je še zmeran unga, kot tipkarske stroje, ti si noro. Kaj si s cementom. Asfalt, v bistvu, pa je res tako, ker nič ne more, ker to veš, da je tako težko, da ga polije, da je to, veš, to je tako, konc je. Ni umno. Živ zakopan, čekaj, pazi, to je živ zakopan, to je... Umo pa še cel nič se nisem že gledal, ti se bilo. Zdaj pa vprašanje, ki ga je treba postaviti, sploh pri temu Fargotu, kaj je boljše, prva sezona ali druga sezona? Ste se toliko gresta samo svojo smer, da je veš, jaz zdaj kot lik mogoče res ni nobenega tazga, kot je bil tam Billy Bob. Ja, to je tle, Jonas zdaj damo prav. Ampak obenem je pa meni, veš zakaj, tudi ta malo nostalgičen pridah tam je tle prinesel, ki je še tako mečken bolj odmaknjeno od te sodobnosti, ki je pravzaprav zdaj itak,
če hočeš delati res neko zločinski, ali mogoče celo horor, da je kaj črnega, moraš iti v preteklost, kjer je komunikacija rahlo. In je zanimivo pravzaprav zdaj, gledati iz tega tukaj in zdaj, iz tega našega miljeja, če se s tem sposoditi ta tvoj priljubljeni termin. Pravzaprav ta počasnejši svet, svet, kjer so stvari potovale. Tako so se ljudje klicali, pa mogo prija do telefonske govorilence, pa to misliš. Okay. Pa tudi ta moda, tam konc 70-ih, res se mi je rata tega. Tako je res, kot Slovenija sredi 90-ih. Ja, to zato, ker se ga mi tako medlo spomnimo. Okay, ampak jaz bi drugo dal nad prvo, mogoče pa bolj zaradi zgodbe. Kle se mi je več dogajalo, plus, in ne morem verjeti, da bom to rekel, ta nezemljani moment. Mene to kle je bil presežek. Meni to ni bil kle bergla, na katero so se tok naslonili. Kle se je lahko, da se ne strinjam, ampak tako bi rekel, meni je bilo, tam je bolj Coenski deloval, kot prva sezona, ki je super drugače, da nam pomote. Ampak moram reči, da ne vem, če ne bi, da bi se mogel odložiti, da bi prej rekel drugo sezono. Jaz bi te avtomatično rekel, prva sezona mi je bila bolj všeč, ampak to je tako, nekako se pa pol počutim tako ordiner, kot je tak ordiner kritik, kot nek razvajenc, ki sem vedel, da boš to rekel. Veš, ker smo res navajeni, original je boljši. Original je boljši. Ampak kako bi pa bilo, če bi mi najprej videli in če bi nam v ogled bila ponujena najprej ta sezona, ki smo zdaj spremljali, pa še lepol, kaj bi pa pol rekel? Bi pa spet rekel, to je original je boljš. Se to. Ni pa toliko stvari, mislim, tudi če nisi gledal, ker si komot užival. Če si dvojko začel gledati, predispozicija za to, da poznaš. Enega tazga treba vprašati, ker dvojko gledal pa je zdaj šel pod vplivom tega gledati, če pa bo rekel. Prvo vidiš, ti naredi večji vtis, bolj te zadane. Pri pravem detektivu je to lažje, kaj to lahka izbira, ker se to je res original boljši. Prva ali prva. Se je ta druga zdela tudi dobra. Bomo še enkrat dobili od nas. Tudi detektiva se vedno radi dobimo. Se zdaj bo, zdaj so ga malo previčvali šefi na HBO, so rekli, da so ga malo prehiti, da se ni mogla zgodba umediti, da mu še pričakujejo, da bojo še delali, ne z njim, ampak malo več časa. No, tam je, zdaj vem zakaj, zato ker tam tako ta rasti, je tok hud lik, da ga res težko preseči. Da je šlok s problemom. Res občuduješ. Res problemom. Ki ga v drugi seriji ni. Tle se ne moreš več, ta je homoseksualc. Bogi. Vse vem, da je problem, ampak nekako ne znam se znam sočustovati z njim. To mora biti pa res zajeban. Ali pa on je pa mafic, ki sem vse vzel. Pa ne morem nekako. Človek, ki ga mi vidi, pa reče, da se bo pisal sam še otroške pravljice. Ne, lepa. Jaz mislim, da imamo še kaj. Jaz mislim, da je to, kar se druge sezone tiče. Ki je res odlična. Dajte gledati. Če se niste zdaj tako pol stvari izvedeli. Ampak realno meni je, mislim, tiska je ta zdaj že res zlajnana fraza, zlata doba televizije v Ameriki. Zaradi takih serij še vedno traja. Dokaj take stvari delajo, je težko reči. Razvajajo nas. Vsake tok časa nas razvajajo. Res pridejo take stvari, ki težko kaj drugega rečeš. Res težko kaj drugega rečeš. Zdaj, ne vem, kaj bi še gledal, da bi bilo na tem nivoju sploh. Kaj mi lahko še priporočate? Ampak da je na tem nivoju. Ker marsikaj slišal priporočenja, ni na tem nivoju. Zdaj ta moment pa res ne. Sherlock bo. Ampak to je drugo. Anglija. Vinil vprašanje. Mene vinil zelo zanima. Se mi zdi, da zna biti zelo dobra zadeva. To smo se že zadnjič pogovarjali. Scorsese pa Jagger, neko stvarite za HBO, ki se dogaja v 70-ih letih. Videl, kako Scorsese delo na TV-ju. To je še za preveriti. To je malo še neznano. Zdaj smo bili ta zdaj, ki je... To so nam postregali za ene par dobrimi. Ja, res je.
Tale, ki je zdaj, ki igrata Džamati, pa Damien Lewis, o tem Krehu je kar take zelo mešane. No, jaz sem slišal dobro in slabo, ki je o finančnih trgih. Ne, bomo videli. No. Nisem jaz zdaj, da bi rekel tole, Breaking Bad, ne, da je ta špura, ne, bi težko kaj izpostaviti. Dramo zdaj, ne, govorim. No, pa karkoli. Drama, dobro, sam ne. Komedija je nekaj drugega. Veš, to, da bi rekel, da je za komedijo je Brooklyn Nine-Nine. Brooklyn Nine-Nine. Nisem pogledal, pa me ni. A res, koliko si gledal? Ja, pa si prve 3. Ja, dej še malo, gledaj. Dej še mora, da daš 5-6 delov, zato da se oni spoznajo kot ekipa. Res je dobro. Ko začnejo, to smo se že pogovarjali, ko začnejo izkoriščati prednosti drug drugega. Jaz sem zadnjič, ko sem pač Netflix, ki je prišel, ta da še Okleščflix. Ja, Okleščflix. In sem prav pogledal, da je Brooklyn Nine-Nine prva sezona in pogledam pilota, je čist nekaj drugega, kot to, kar je zdaj želiki. To je res. Res, to je to, se razvilo. Hekersko, ki je Mr. Robot. Tako Mr. Robot. Meni je ok, ampak ni Fargo. Spet ni, ne. Ja, ni ta nivo. Ne pogledaj CSI Cyber. Ti se vam je eno oro. Pa te Denson je noč zdaj, ne? Te Denson je prišel v drugo sezono Cyberja, ki so ukinili Las Vegas, ampak je šel zdaj ven, zato ker bo delal, pa zdaj ne točen, s kom bo delal nek sitcom nekje. Aha, ok. Tako da, če to pa prav. Kar nam še ostane, da čakamo, kdaj se bo pa nekaj podobnega zgodilo na naši slovenski televiziji. Mi smo imeli karkoli. Dobro, da to rečeš, ker sem zdaj glih posnel, ker ljudje to slišijo že zunaj aparatov z Marčičicom, sem ga končno povabil. On je rekel, da on bi pa rad slovenski Fargo naredil. To je rekel, in se meni to, to se meni zdi leži cilj. Ker so mali ljudje v situacijah, ki so preko njihovih zmožnosti. Škir je bil na to podobno špuro, malo od Lapajneta, ta osebna prtlaga, je imel neke te nastavke malo kojenovske noter, glih to je šlo na ključje. Jaz še zmeraj mislim, da je Kajzer je za enkrat čez. Ja, ne, to je film, ne. Ne vem, ampak tako. Kajzer je bila itak anomalija, ki se je zgodila po čudežu. To je res, ja. Ti si je kar milika. Res. Dor si ironot v nas. To je treba reči. Ne res, pač brez, ti si res epsko. Recimo, kakšni so bili, kaj bil šef, ki je bil finančnik, kar je en, ki je res zelo... A ja, ki je šah igral, kaj je bilo? To smo se že menili, to ne smemo še, ker smo bili ful sravni, jaz sem ti še enkrat poslušal in smo res... Še Bratuša je... včasih dobiš, kar dobiš, pač taka življenje. Pa Kirsten Bell, pa Ted Danson, evo, boste na NBC-u. Sitcom. Ja, pa dela ga pa Michael Schur, tak je delal Parks and Recreation. Okay. Tako da... Sem to že spet komedija, le drame je ona vrata vlak, dokar se nekaj ne pojavne. Res, realno gledam. Jaz sem slišal ful dobro se o teh Peaky Blinders, ne? Sam to še nisem gledal. Angleška tolpa v, ne vem, 60-ih. Vsi bom zapisal. Kaj mu reči, da je to? Ker se ne pogovarjamo več o Fargu. Ja, Jonas, ki se te najde na internetu. To je zdaj kar vprašanje. Zdaj me je treba kar iskati, ko sem se zapustil prav grdo. Veš, da sem doživel nek overload v enem momentu, prav vsega, da moram res skozi pismo slediti na tem Twitterju. Že preveč ljudem sledim, že več ne vem, kdo je kdo. V enem trenutku opaziš, da nisi vseh tweetov prebral, da kar pa za 10 ur preskrolam. Ti si bil ta en od teh, kako so completionist, kako se temu reče. Pa enkrat me zagrabila neka odgovornost, da če pa že kaj zdaj tweetnem, mora biti pa res dober. To je ta catch-22 pol. Pa ne tweetneš. Afna milijonar, ko tweetne, Ja, za Rickmana si rekel, za Die Hard, to sem videl, mislim, da na zadnje, to je bilo treba, vse to moramo glave postaviti. Moramo enega Rickmana. En Rickman glave mora obstajati.
Pižamski s tebe. Če to lahko luzarja pokličemo, če bo hotel biti, ki smo ga danes ignorirali. Ampak gled, luzar ni bilo salam, tako da nisem zamudil. Mene se pa najde na Afna Pizama, na Twitterju Pizama.net, pa Pizama na Facebooku. Ja, pa pejte. Kje se te pa najde v Ljubljani, če bi te hotel srečati? Veš, to je zdaj vprašanje, ne? Mislim, veš, to postaja vprašanje, če imaš jebeni internet, pa se sam še v tem pogovarjamo. A res sam še digitalno živimo? V Ljubljani se lahko srečava na kulturni praznik 8. februarja. To sem res hotel povedati. Med 1. in 3. uro bomo brali, sicer bojo resni pesniki, pa je zraven v konzorciju. Skratka, enkrat na let. Obeležujem izid knjige. No, ja, knjigo je napisano. Drugače me pa ni nič zelo, zato ker prevajam doma po 10 ur na dan, ker lovim druge roke. Ne, drugače pa jaz bom to zdaj rekel, zato da Pižamcu pač ni treba samega sebe hvaliti, ker jaz sem videl to knjigo. Pač napisuje knjigo, ki je slovenski klasik, jaz to ne znam reči. Slovenski klasik, res je fajn knjiga, jaz sem jo videl. Prosim. Ja. Ne, ker mi je poslal jaz sem poslal mi je tale file, no? Res je fajn, na kulturni praznik bo zunaj. Najkasneje na kulturni praznik, lahko da bo prej. Tako da pejte na pižama.net pogledati, da to vidite. Jaz sem na Twitterju Afna Anzet. Če ne znate slovenski, sem atomik, se vseeno glavnem. Pejte na aparatus.si poželjnica salca za skodelca, aparatus.si poželjnica. Podprite ga. Ja, tako da bom že naslednje glave dišel po Star Wars. Družba, adijo. Adijo.